imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen, hvaljen Jezus. Torej poslušamo to berilo apostola Pavla, kako pravi o veri, ki jo je prejel in ki jo je zapustil naprej. V modernejših časih so to imenovali kerigma, ne, se pravi, da bi samo to morali oznanjevati. O tem smo že govorili tudi kak drugikrat, ne, se pravi, da je Jezus trpel, umrl, vstal in potem, da se je prikazal in vse te zadeve, ne. Ampak seveda to ni dovolj samo za vero, mislim. Je v bistvu povzetek, zelo kratek naše vere, ampak treba seveda dati še veliko več od tega. In tukaj se Pavel imenuje samega sebe za splavljenega, se pravi abortivus, ne, pravi v latinščini, da je. Se pravi, da ni vreden, da bi bil imenovan apostol, ker je preganjal Božjo cerkev. Torej iz Savla, iz največjega, iz najpomembnejšega je postal Pavel, kar pomeni najmanjši, in zato pravi, da je najmanjši med apostoli. Prejšnjo nedeljo cestninar nas je spomnil na ponižnost, ki se za grešnika spodobi. Vsi mi smo grešniki, seveda, kako so rekli že stari pridigarji, morda tudi jaz, ne. Tako da vse te stvari malo. Učitelj narodu, apostol Pavel, torej nam pravi na svojo osebi oziroma nam pokaže, ker eno je govoriti, nekaj pa pokazati, da ta krepost ponižnosti nič manj ne prebiva v tistem človeku, ki mu je bilo odpuščeno v tako imenovanem opravičenem človeku, ne. Torej, ta človek se spominja, kot smo slišali, sveti Pavel spominja, da je nekoč žalil Boga, da je žalil Kristusa, da je preganjal, pravi, cerkev Božjo, ne. Se pravi, greh pravičnega, če je res pravični, ne, tudi je bil že zdavnaj odpuščen, mu še vedno je pred očmi, kot pravi kralj David v psalmu, 50. psalmu, ne, miserere mei doimen, ne, greh mi je pred očmi. Torej je vedno pripravljen, da se obtoži, da je grešnik, ne. Zato je primerno, da se izrazimo, ne, da se obtožujemo grehu, ne. Nekateri ste se to lepo naučili in že tako rečete tudi, ne, obtožujem se naslednjih grehov, pa poveste, pa tako naprej. Je lepo tako reči, ne, ker se obtožujemo, smo pred Božjim sodnikom in tako povemo. Torej vidi v Božjem odpuščanju in pozabljenju njegovih grehov nov razlog, da nikdar ne izbriše tega spomina na svoje krivde, ampak to seveda treba razumeti pravilno. To ne pomeni, se vračamo zmeraj znova, pa ta greh sem naredil pred 560 leti, ne, pa ga imam še zmeraj v mislih in tako dalje, ne. Torej, v splošnem smislu je to razumljeno. Bil sem tak in tak, ne. Ker po drugi strani vidimo, Pavel se še kako zaveda tudi druge resničnosti, ne. Spravi, imel sem te in te krivde, ne. Torej se ne smem škrupulozno vedno znova in znova vrteti okrog že zdavnaj odpuščenih grehov, ne. Tudi to je na nek način izraz nekega egoizma, ne. Jaz se vrtim zmeraj okrog samega sebe, tudi na ta način. So še druge stvari, ampak tudi na ta način. Torej gre bolj za grešnost, kot pa za grehe kot take, ki so pač bili odpuščeni, ne. Nebeški darovi, ki pridejo kot nagrada za iskrenost kesanja tega grešnika in ga vodijo naprej v razumevanju tistih pravic, neskončne pravičnosti Boga, Jezusa in tako, ki mu še bolj razkrijejo strašnost njegovih prestopkov, ki jih je hotel narediti. To je problem greha, ne. Sem hotel to narediti. So vprašali duhovniki, ali pa kak duhovnik je vprašal, je rekel, saj to ni hoteno, ne, tako, sej človek to naredi, ker ne bi hotel narediti. Kaj pomeni hoteno? Ti veš, kaj bi bilo treba storiti, in veš, česa ne bi bilo
treba, ne bi se smelo storiti, no, pravzaprav natančneje, pa vseeno narediš. Ne? Tako, če damo primer napijanja, pijanosti in tisto, ti veš, kje je tvoja mera, ne? Pa vseeno prekoračiš to mero, to mejo. Ne? Zato samo prvikrat bi to bil mali greh, potem pa so zmeraj to veliki greh, ker ti veš, kje je meja, pa prekoračiš. To so smrtni grehi. Ne? Zdaj potem lahko malo manj zavestno, malo te stvari, dobro, tisto že, ampak v bistvu gre za to stvar. Zato smo mi odgovorni za te stvari. Smo hoteli to narediti. Ne? Smo se strinjali s to zadevo. Prišla je skušnjava, namesto da bi se ji uprli, da bi jo odbili to skušnjavo, seveda ne sami z Božjo pomočjo, torej tudi s Marijo, ne? To je vse hkrati, ne moramo reči. Smo mi seveda se pogovarjali in skušnjava nas je premagala. Smo se strinjali, zato je hoteno in smo grešili. To je to. To se je potem pridružilo madežu našega izvora, torej izvirnemu grehu. In itak bi to zanikali, izvirni greh in te zadeva, ne? Tako da na tej poti postane ponižnost kmalu več kot samo zadostitev za pravičnost in resnico. Ne? Mi ne samo zadostujemo Božji pravičnosti, Božji pravici, te zadeve, ampak postaja to mnogo več. Vemo, da pri Novi maši, in tako to je zdaj, se pravi pater Robinson, ki smo ga spoznali med drugimi zdaj v Rimu, smo imeli priložnost ga spoznati, ne vem, morda tudi kateri izmed naših vernikov, jaz vsekakor sem imel to priložnost, pa patra McFarlanda, pa še kakšne druge, ne? Tako da smo blizu vsega sveta, pa je bilo možno srečati katerega od teh naših duhovnikov z drugega konca sveta. Ne? Je zdaj, preden je šel v Rim, lepo o tem govoril v teh videih, v teh oddajah o sveti maši. Ne? Spravi, nova sveta maša, kjer se zakriva, kjer se zabrisuje ta žrtvena razsežnost, pa ta zadostitev za naše grehe, odkupitev za naše grehe in te stvari, potem ostane samo neka splošna molitev in ostaja samo še zahvala. Ampak vemo, da zahvale je bil sposoben tudi, če se ozremo spet na prejšnjo nedeljo, tudi farizej je bil sposoben zahvale, ampak je bila napačna tista zahvala. Zahvaljujem se ti, da nisem, kako bi rekli Bosanci in južni brati, da nisem tako džubre kot drugi, ne? Nisem tak gnoj kot drugi, ne? Drugi vsi te stvari delajo, jaz pa ne, jaz sem pa lep, ne? Jaz sem pa dober. Jaz se postim, jaz delam se one stvari, tako kot je treba, ne? Poglej me, kako sem priden. A mi daš eno čokoladico Kinder, ne? Tako da, ne gre to tako, ne? Ne gre to tako, ampak žal to pripelje ljudi do tega. Žal. Ne? Namesto, da bi te držalo na neki primerni razdalji, v nekem primernem pojmovanju in tako, ne? Tem smo zelo blizu tistega protestantskega pojmovanja, ne? Greh je itak, po eni strani ti ne morejo biti odpuščeni, zmeraj ostajajo, ne? Ne? To je tudi to vračanje potem zmeraj na eno in isto, ker pač, če ti niso bili odpuščeni, ne? Tako kot oni pravijo, da se jih samo skrije, se pomete pod preprogo, ne? Ne, so še zmeraj tam, ne? Pa odkriješ malo, pa vidiš tam, ne? Ogromno tega, ne? Oziroma potem bi že rad v tak hup, ne? Tako že pod preprogo, da se niti ne bi dalo skrivati, ne? Tako da to po eni strani, po drugi strani bomo videli, ne? Do česa še to pripelje. Se pravi, če mi pravilno pojmujemo, ni to samo neka zadostitev pravičnosti, ni samo povrnitev škode in tako dalje, popravljanje škode, pa še dosti več. Ne? Mi razumemo pravilno to pravičnost, ne? In vemo pri sebi, tako kot otrok, ne? To sem sicer
bolj v hrvaščini pridho, ampak smo vedeli, ne, kadar smo jih dobili poriti, nam je bilo že prej težko, nas ni toliko bolelo tista šiba poriti in tako, ampak kadar si jo šel iskat, ker so ti rekli, pet iskat šibo, ne, ti je že bilo težko, ne, si že napravil, si že tudi ti potil krvavi pot, v bistvu na nek način, ne. Zakaj? Ker si se zavedal, da si naredil narobe, da si celo, kdaj bi rekel, da smo se zavedli, da smo napravili žalostne svoje starše, ali mamo, ali očeta, ali pa oba, kakorkoli že, ne. Spravi, to je tista stvar, ne, da se človek nekako zave, da je užalil to pravičnost, da ni dal tistega, kar gre staršom, ne v tem primeru, ampak če pač damo na versko področje, da Bogu nismo dali tisto, kar mu gre, da nismo zadostili njegovi pravičnosti. Ne? To. In potem, ko živimo vse tesnejše povezanosti, svetlobi, ljubezni, zremo, vidimo to Božjo ljubezen, vse bolj me priganja in se prav s tem spomenom svoje krivde pravzaprav hranim, ker imam pravilno pojmovanje tega. Ne? Jaz vidim, tam je brezno, ne? Ta noč sem bil, ne? Nikakor se ne bi mogel rešiti, ampak z tega sem bil jaz potegnen ven. Z tega me je Božja milost potegnila. Ne? Tako da je lahko še silovitejša ta ljubezen. Ne? Vidim te stvari. Ne? Tako da je še bolj zmagovita, še bolj dejavna ta ljubezen. Nekdanji grešnik, ki mu ni dovolj samo hvaležnost za te neprecenljive zaklade, ki jih zdaj uživa po največji Božji radodarnosti, ne? Ampak ima dušo prevzeto od Boga, pa privre izpoved, kakšen je bil. Ne? To je neka hvalnica pravzaprav Gospodu. Vsekakor sveti Pavel poje hvalnico Gospodu, ki ga je rešil. Ne? Bil sem tle in tle, tak in tak, ne? Potem sem pa postal. Nikakor vreden tega, ne? Ampak vendarle se je zgodilo. Tako da je hvalnica. Ne? Ampak pravilno razumevanje še enkrat. Niti škrupulozno, niti preveč popustljivo, da ne rečemo liberalno, libertinsko in še kako drugače. Ne? Spravi, Bog itak vse odpusti. Ne? Ni važno nič. Ne? Lahko mirno grešim. Se boste še spomnili tistega sicilijanskega reka, ki ga ne bom ponavljal. Ne? Tako da vsekakor v tistem smislu, ne, kot ljudje pojmujemo, lahko delam karkoli, ni važno. Ne? Je ena gospa rekla, da me mora vprašati glede nečesa, ker frančiškani so rekli tako in tako. Lahko greš, ni problema, ne, obhajilu. Ne? Čeprav je bilo nekaj narejenega proti 6. Božji zapovedi. Ne? Ni problema. Ne? Lahko greš. Ne? Ja, ni lih tako, ne? Ne more biti tako. Se pravi, ne sme biti tako libertinsko, bomo kar pogledali, ne? Sej ni važno, ne? Vse to je bilo v dobri veri narejeno, ja, se to je bilo, to je ljubezen in tako naprej, ne? To bi se vse tako reklo, ne? Ampak v resnici, seveda je bilo to grešno, vemo, da je to grešno, tako da to. Po drugi strani, kot smo rekli, da ne bomo preveč rigoristični in janzenistični in ne vem kako še se zmeri nazaj ozirali. Ne? Zdaj, če smo preveč libertinski in tisto, ne, to je pa druga stvar te luteranske medalje. Ne? Ena stran je, da Bog itak ti ne more odpustiti grehu, ne? Po drugi strani pa, kako rešiti to zadevo, pecca fortiter sed crede fortior, se pravi, močno greši, a še močneje veruje. Ni problema, vse če veruješ, lahko. To se enkrat zasledil, kako sta se dve prijateljci tam dobiš po netu, ne, kako se med sabo sprašujejo, ali če živim s tipom, ali kako je že bilo tisto, lahko grem k obhajilu, ne, ali kako je bilo tisto rečeno tam. In je bilo, ja, sej, če imaš res rada, če res veruješ in tisto, smislim, da lahko, ne, rekla ta druga, ne, seveda ne, ampak
vidimo. To je čisto luteransko pojmovanje, ne. Se pravi, če se meni zdi, da sem okej, ne, potem lahko, ni problema, ne. Pak ni tako. Svetý Pavel zaključuje, po Božji milosti pa sem to, kar sem. Zakaj? To hvali naše sodelovanje, mislim svoje, sodelovanje z milostjo, pa kaže, človek lepo sodeluje z milostjo, torej vsak pravični lahko reče skupaj z apostolom narodom tudi to. Po Božji milosti sem to, kar sem, se pravi, so mi bili odpuščeni ti grehi, sem na dobri poti ali pa sem na boljši poti, kot sem bil včeraj, nisem še prišel ne vem kam, ampak vseeno, ne? Tako da te stvari. Torej, v naši duši se utemelji ta temeljna resnica in lahko dodamo Svetim Pavlom, njegova milost ni bila v meni zaman, ni bila brez veze, ne? Nas je opozarjal drugot. Glejte, da vaš poklic ali pa delovanje milosti, bomo rekli, ne? Da ni bila zaman, ne? Da ni bilo zaman to tukaj. Se pravi, v svoji ponižnosti se opira na resnico, ker resnici bi nasprotovalo, če bi človeku pripisal tisto, kar je v njem od najvišjega. Sveta Klara, ki je vzklikala, vse je milost. In tudi sveti Tomaž Akvinski, ki temu pritrjuje, ki je rekel lepo, da karkoli dobrega mislimo, rečemo, naredimo in tako, ne? Da je od Svetega Duha, torej je po milosti Božji. Spravi to. Mi brez Božje milosti bi bili sposobni samo del mesa, kot drugot pravi sveti Pavel Galačanom in tako, ne? Se pravi, moramo priznati skupaj s svetniki dela milosti v nas. Bog je hotel dati te milosti. Imamo otroke, to so milosti od Boga, vse vemo, sveti Janez Krstnik, pa še prej Samuel, pa še take stvari, ne, se poznamo te zadeve, ne. Pa se pravi Samson tudi, ne, in tako. Ja, ma sploh pri Janezu Krstniku lepo povedano, da sta bila nerodovitna, ni bilo šans. Bog je uskočil noter in spočet je bil Janez Krstnik, ne, kasneje sveti Janez Krstnik. Se pravi, to ni bilo od ljudi. Otroci so dani, ma to je Božji dar, mora biti od ljudi. In lepo je en naš vernik iz Italije, ki se poznamo, ampak mora enkrat iti do njega na obisk, se menimo že lep čas, ampak čas je, kukar je, ne. Moral iti tja do Loreta in tako. Po reku, človek si lahko zbere, katero pot bo ubral, a bo šel v zakonski stan, a bo šel v redovniški stan, bo šel v duhovniški stan, se pravi fantje, ne. Ampak potem, če si izbereš, da ugotoviš, da zakonski stan je tvoja pot posvečevanja in tisto, ja, potem ti pa Bog da tistega, ki je na tej poti, ali pa tisto, ki je na tej poti, ne. Se pravi, ženi moža, možu ženo in tako, ne. Tako. Otroke potem, Bog da. Ne? Zato moramo se zavedati tega, to je Božja milost. Ne? To je, če bi ne tega priznali, potem je spet greh proti Božji pravičnosti. Ne bi dali Bogu, kar mu gre. Ne bi mu priznali, da je on dal. Ne? Tako da to. In seveda hvaležnost. Ne? Hvaležnost. In potem vidimo odpuščanje, usmiljenje, kljub temu, kakršen sem bil, kakorkoli že, Bog da. Ne? Tukaj je ta rešitev, da vernik ne gre v neke pogubne skrajnosti, kot smo rekli, ampak ima eno uravnovešeno, uravnoteženo vero in ponižnost ima za cilj preprečiti krivice, slavi in časti, ki gre sta Bogu, s tem, da kroti te naše nagone, te naše želje po ošabnosti, po napuhu. Po drugi strani ta ponižnost postane eno s hvaležnostjo, ne, kot smo rekli, s hvaležnostjo. Najmočnejša pomočnica hvaležnosti. Torej,
hvaležnost, ki je zelo plemenita krepost, seveda, ki jo morda tudi premalo uporabljamo, ne? Bi morali vsak dan malo pogledati, kaj je tisto, kar mi je Bog dal, katere ljudi mi je Bog dal v življenje, s katerimi ljudmi sem preživel ta dan, dobrimi, slabimi, kogarkoli, se ni važno tisto, ne? Kakor da sem jaz ne vem kaj, ne? To v Zagrebu, ne? Naš organist in tako, ne? Ki je potem tako dobil, se pravi, stara mama je rekla njegovi ženi, ne, je rekla, ma kaj misliš od tistega našega organista gor, ne? Vse je tako čeden fant, ne, bilo. Ma ja, se mi ne zdi, ne vem kaj, ne, je rekla. In po je rekla ta stara mama, ja, ti si pa misliš, da si kdo ve kaj, ne? Tako da, ja, kdo si misliš, da si, ne? Najlepša na tem svetu, je rekla, ma daleč od tega, ne? Tako da sta se potem poročila, seveda, in zdaj oba ne kdo ve kaj, ne? Sta zdaj kdo ve kaj kot mož in žena, ne? Tako da, te stvari malo, da imamo. Lahko postanejo zelo lepe te zadeve, če pravilno jih pojmujemo, če s tem delamo. Torej tako, največji sovražnik torej vsega tega je napuh. Napuh. In kot so rekli stari, napuh gre iz človeka 2 uri po njegovi smrti, ne? Tako da moramo paziti te stvari. Pavel se hvali v Bogu, tudi naša devica Marija, v petek smo praznovali praznik njenega brezmadežnega srca. Svetomašo smo obhajali v Albanu, se pravi na sedežu italijanskega okrožja. To je nekdanji samostan enih redovnikov, ki so seveda po koncilu izginili, pa je dobil nadškof Lefevre priložnost, da je to kupil, je bilo tudi pred semenišče nekaj časa not, pa tako naprej, ne. Ampak dobro, imeli smo to lepo priložnost, da smo tam obhajali to svetomašo in so naši verniki tudi, ko smo mi prihajali k temu samostanu, k temu prioratu, so imeli priložnost tudi oni osebno srečati našega generalnega poglavarja, se pravi predstojnika Don Davida, ne, in duhovniki smo že imeli to priložnost, zdaj so pa še verniki na kratko se lahko z njim pozdravili, tako da tudi to je bilo nekaj lepega. Se pravi, devica Marija, ko je razglašala, da je bodo blagrovali vsi rodovi v Magnifikatu, ne, se pravi, ne, to je to božje navdušenje, ki je bilo v njej pravzaprav, to je prevzelo, hkrati seveda tudi, kot bi rekli svetniki, ekstaza njene ponižnosti, zmagoslavje njene ponižnosti in njene ljubezni. To so te izvoljene duše, ki vedno in povsod posnemejo potem to pesem, ta Magnifikat, ta hvalospev kraljice nebes in zemlje in poveličuje Gospoda, pojejo v svoji duši o velikih delih, ki jih je Božja milost po njih izvršila. Božja moč, ne. Rečejo kdaj, ja, pater, pa ste take stvari uspeli in tako. V bistvu nič, jaz, ne. Božja milost je uspela, ne. Če bi bilo zaradi mene, bi bili to veliki neuspehi, veliki porazi, velike podrtije, bomo rekli, ne, katastrofe. Ampak Božja milost izkoristi, dobi priliko in naredi velike reči po nas, ko nimamo nobenih zaslug, pa zaradi nas se ne bi nič takega zgodilo. Torej, sveti Pavel se poniža, pravi, jaz nisem več Savel, jaz sem Pavel, jaz sem najmanjši, to pomeni Pavlos, ne. V primerjavi z drugimi apostoli nisem nič z njimi, ne. Sveti Anton, ki smo ga obiskali, njegov grob, ne, se je enkrat prikazal, to sem vam že pravil, je rekel enemu, ja, lepo, da me častiš, pravi, ampak jaz nisem nič proti drugim svetnikom, ki so še precej večji od mene, pa vemo, kako velik priprošnik in dobrotnik je sveti Anton Padovanski, ne. Ampak to je to. Sveti Pavel lepo doda, milost v meni je bila rodovitna, ne. Delal je več kot si, ne. Delal je več kot si. Ampak ne zaradi njega se je zgodilo.
po Svetem Duhu, ne, se je to vse lepo spremenjalo, prihajala ta Božja milost ga je vodila, spremenjala je temo v svetlobo, popravljala njegove prazne besede in tako naprej, njegovo nerodnost in vse živo. Torej to je tista potreba, tista želja, ki ga navdihuje, ne? Želja in potreba, da ne opehari Boga njegovih darovih. Bog mu je dal te darove, ne? Ampak jaz si ne mislim, da sem jaz tisti, ki to delam, ne? Bog je dal. Jaz si tega ne prisvajam, Bog je dal. Po drugi strani ne smem molčati o tem, moram povedati, da se je nekaj zgodilo, ker bi to bila, če bi molčal, nehvaležnost. Nehvaležnost. S tem bomo končali, pač nekaj smo povedali o tem berilu, lahko bi šli še k evangelijo, ampak potem bi bili tle še 2 dni, nekaj toliko stvari zapovedati, ampak se mi je zdelo pomembno, da malo se zaustavimo v teh spoznanjih ob svetem Pavlu, da bi morda malo bolje živeli to svoje krščansko življenje. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen, hvaljen Jezus.